Nazaj k politiki v supervolilnem letu 2022, ki se je začelo z aprilskimi parlamentarnimi volitvami. Čeprav se je najprej zdelo, da gre za vseslovensko plesno tekmovanje. Plesalo se je na levi in na desni. Recimo pri Novi Sloveniji. Valček. Pa ena najbolj znanih Avsenikovih melodij. Čeprav po njihovih plakatih takrat, ko so jih imeli, bi človek pričakoval, da bo nastopil kakšen boy band, recimo Game Over, s hitom Igra za dva, ne vem. Volitve igra samo za dva? Ali pa ne. In Tonin in druščina niso bili favoriti ne na volitvah, ne v plesu. Sploh pri zadnjem so na desni dobili zelo močno konkurenco. Podižimo Slovenijo, od tukaj pa do tam. Pazimo na njo, ena je, saj nočemo drugam. Priznam, nam se je zdelo, da bodo s tem nastopom zlahka prišli na vrh, pa niso prišli niti v parlament. Z desno in še bolj z levo konkurenco je pometel avtor motivacijskega gesla Ljudje plešejo. Dajmo plesati, mislim resno. Jaz sem sicer tukaj doma, ampak si lahko privoščim takoj, ko me spustite z zaslona. Smo ga spustili, zaslona in sketne. Dobro. Dobijo 10 točk za navdušenje, za ples pa malo manj. Pa tudi zbor glasbe ni bil najbolj originalen, če sem iskren. Medtem, ko so golobovi plesali, so spregledani in pozabljeni poslanci prejšnjega sklica pakirali kovčke. Ja, je to slovo? Seveda. Nasvidenje. S kakšnim občutkom? Pa odkrito bom rekel, očitno se resno delo ne splača niti v državnem zboru. Hvala. A sem opazil kanček zagrenjenosti. Sicer pa se je tudi njegova nekdanja stranka Levica komaj ponovno prebila v državni zbor. V SD, kjer je bil nazadnje, pa so dobili premalo poslanskih sedežev za vse zaslužne člane. Tako gre to. Bi pa mogoče pomagali, če bi gospod Trček ugotovil, da se počuti kot ženska, ker tem so bila vrata v parlament na široko odprta. Pred parlamentom danes odzvanja množica visokih pet. Lep dan bo. Hvala. Kar 36 od 90 predstavnikov ljudstva bo po novem namreč nosilo krila. Dobar dan. Po dobrih 30 letih samostojnosti na čelo državnega zbora stopam ženska. Kaj ne rečem, očitno smo v letu 2022 tudi uradno vstopili v matriarhat. Čeprav nekateri v njem živijo vse življenje. Izvolitev predsednice državnega zbora pa je pri nekaterih izzvalo nepričakovane spontane reakcije. Od nekdaj lepe Slovenke so slovele, a predsednice državnega zbora bilo še ni nobene. In pa se človek vpraša, a je res pametno, da se morajo otroci v šoli na pamet učiti Prešerna? A vidite, kaj se potem zgodi, ko odrastejo? Kakorkoli že, priložnosti poet v svojem nastopu ni uspel napovedati prihajajočih neslutenih potez predsednice Urške, od rdečih čevljev preko boksarskega dvoboja v parlamentu do japonskega diplomatskega dekolteja. Pa komi pol leta je mim! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.